Jo, folk, dobrodošli v novem Earnings Report videu. Včeraj so bila spet dva zelo pomembna reporta, ki bi jih rad danes coveril. In sicer so to Amazon pa Apple. No, zdaj, v bistvu, če kar začnemo. No, v bistvu, če kar začnem z Amazonom, ki je bil res tak presenetljiv report. Zato bi ga v bistvu rad prvo analiziral. Se pravi, revenue 127,1 milijarde. To je bil majhen miss, expectation je bil 127,46. EPS 28 centov je beat expectation, in sicer 20 centov. Zdaj, v bistvu, zakaj je, no, v bistvu, če vam povem, stock je down pre-market zdaj že 14%, včeraj je bil stock down skoraj 20%. Zdaj zakaj? V bistvu zaradi guidancea. Če pogledamo tulele financial guidance, se pravi guidance za Q4, je revenue expected med 140 pa 148 milijard, medtem ko so analisti pričakovali, da bo revenue veliko večji, in sicer 155 milijard. Tako da tukaj vidimo kar velik miss na guidanceu, tako da zaradi tega je stock najverjetneje down. Okej, če pogledamo zdajle tale financial statement, bi rad izpostavil še operating income, 2,5 milijard, se pravi, vidite, od lani je down skoraj 50%, kar je ful veliko. In v bistvu, kar bi rad še povedal pri Amazonu, ves profit, ki so ga v bistvu naredili, je iz AWS-a, torej njihov retail biznis še vedno izgublja denar, kar bomo tudi pogledali. No, kar v bistvu tudi vidimo tulele, se pravi, pogledamo AWS, 5,4 operating income. Če pa pogledamo retail biznis, prvo North America, je sicer up year over year revenue, ampak so izgubili 412 milijonov od tega. International je pa v bistvu še slab, zato ker je tudi revenue down in pa izgubili so skoraj 2,5 milijarde na temu. Zdaj, če pogledamo še rast salesov, se pravi North America, kakor sem rekel, 20% večji salesi. International so se salesi zmanjšali za 5%. Zdaj AWS se je od lani povečal revenue za 27%, ampak kakor vidimo, je to v bistvu kar velik decline od enega leta prej. Se pravi, prej so growili 39%, letos 27%, tako da upam, da ne bo to neki long term trend, da bo growth pri temu nazadoval. Ker, kakor sem prej rekel, Amazon zaenkrat dela profit samo iz AWS-a, tako da je to dosti pomembno za njihov biznis. Če pogledamo zdajle malo Amazon stock, stock je pre-market down skoraj 14% in v bistvu včeraj zvečer je bil že na $90. Zdaj, če pogledamo nazadnje, ko je bil Amazon na $90, je bilo v bistvu tulele marca leta 2020. Se pravi, vsi vemo, takrat je bil crash v marketu zaradi začetka koronavirusa. Tako da, če tako gledamo, vsi ti gainsi, ki so se zgodili od takrat do zdajle, so bili že wipeoutani. Ja, lahko bi rekli, da je bilo to za pričakovati. Bili so res veliki valuationi, sploh lani novembra. Amazon ima še vedno kar visok PE, in sicer je Amazon, mislim, da ima tam okoli 100 PE, kar je v bistvu ful veliko, ker kakor smo videli, salesi ne growajo več toliko za zdaj, da bi lahko v bistvu upravičili neki growth stock PE. Tako da, ne vem, meni se zdi Amazon še vedno malo overvalued. Če gledamo njihove earningse, se pravi, zdaj so reportali 0,28 evra pač EPS-a, mislim dolarja.
No, če damo to krat 4, pridemo se pravi na 1,2. Nek tak normalen PE za Amazon bi bil po moje tam 30. Tako da, če tako gledamo, bi v bistvu Amazon stock mogel biti tam na okoli $40. Zdaj, to ne pomeni, da bo nujno Amazon toliko dropal, ampak pomeni, da je v bistvu zdaj malo overvalued in da pač jaz ga recimo ne bom zdaj kupil. Naredite pa valjda svojo analizo, a ne. Okej, če pogledamo zdajle še Appleov earnings report, se pravi lahko se pravi Apple je reportal 90,146 milijard revenueja proti expectationu 88,9, tako da lep beat na revenueju. EPS $1,29, expectation 1,27, tako da tudi tukaj kar lep beat. Zdaj, veliko folka je v bistvu najbolj zanimalo iPhone salesi, ke v bistvu to lepo pokaže, kakšno je stanje ekonomije, koliko folk kupuje nove iPhone, pač koliko imajo keša za to. Se pravi iPhone salesi so prišli na 42,6 milijarde proti 43,2 expected, tako da tukaj manjši miss. Mac salesi 11,5 milijarde proti 9,3 expected, tako da lep beat na Macih. iPad salesi 7,17 milijarde proti 7,9 expected, tako da miss na iPadih in pa na wearables pa home and accessories, to so te AirPodi, ure, pač v glavnem vse ostalo, kar ni services, pač te trije, je pa 9,65 milijarde proti 9,17 expected, tako da tudi tukaj beat. Zdaj, services revenue 19,188 milijarde proti 20,1 expected, tako da miss na servisih dosti slabo, ker to v bistvu pomeni, da se folk unsubscriba od teh Applovih servisov, kakor so Apple Music pa podobne stvari. In to je v bistvu najbolj high margin biznis za Apple, tako da dobro, če pogledamo Apple stock, je dejansko čisto flat, pre-market 0,1 up, 0,05. Ja, mislim, meni se Apple earningsi se mi niso zdeli slabi, revenue in EPS sta lepo beatala tudi v international salesi, se pravi izven Amerike, Evropa, Kitajska pa Azija torej, so tudi beatali, tako da to se mi zdi dobro za Apple. Zdaj, zdi se mi, da če bi bili iPhone salesi, če bi beatali expectationse, bi stock bil ful bolj up pre-market, ampak ker je iPhone missil, je pač tako, kot je. In ja, to je bilo v bistvu to za Apple in za Amazon. Tako da ja, če bi radi še kakšne earningse, dajte napisati v komentar, pa dajte naju zafollowati še na IG-ju.